Spoštovana gospa dekanja, cenjene kolegice, dragi kolegi, danes smo se zbrali, da slovesno počastimo dva pomembna dogodka za našo fakulteto, in sicer 95 let akademika, zaslužnega profesorja dr. Janka Kosa ter stoletnico oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo. Pred natanko 100 leti, v letnem semestru 1926, je imel France Kidrič predavanje Evropski okvir za slovanske literature v dobi romantike, poglavje iz primerjalne književnosti. Tega semestra je bilo na Filozofsko fakulteto vpisano 216 študentov in vsak tretji je poslušal to Kidričevo komparativistično predavanje. Istega leta je bil ustanovljen stalnim proračunom še seminar za primerjalno književnost. Treba je poudariti, da nas vseh, ki smo danes tukaj, brez izjemnega Franceta Kidriča, ki je verjel v prihodnost slovenske primerjalne književnosti in jo skrbno predaval ob rednem delu na slavistiko, da nas torej danes tukaj ne bi bilo, saj so nekateri drugi profesori skepso spremljali ustanavljanje nove katedre. V naslednjem desetletju je iz primerjalne književnosti pod B diplomiralo več kot 80 študentov. Med njimi Josip Vidmar, Bratko Kreft, Božo Vodušek, Edvard Kocbek, Marja Borštnik in Silva Trdina. Šele leta 1938 se je Kidriču pridružil mladi docent Anton Ocvirk, s katerim se začne nova doba naše komparativistike. In 11 let pozneje, jeseni 1949, se je na Filozofsko fakulteto vpisal Janko Kos, ki je tedaj že objavil kritiko uspešnice, velike uspešnice tega leta 1949, namreč Prežihovih solzic. Zdaj bi pa prosil profesorja dr. Toma Virka, izrednega člana SAZU in naslednika profesorja Kosa, da predstavi našega slavljenca. Sem kar pretežko, mislim, da ne mogoče nalogo, ker ko nekdo ustvaril takšen orjaški opus kot akademik Kos, je tako, da več, ko poveš o njem, več si spustil. Tako da mislim, da najbolj pravično bi bilo, če bi rekel, Janko Kos je pravzaprav sinonim za primerjalno književnost in literarno vedo na slovenskem in bi s tem zaključil. Ampak sem mi rekla, da bi bilo to nespodobno. Zato bom poskusil samo par povedih utemeljiti, zakaj. Ne samo jaz tako mislim, ampak zakaj pravzaprav je tako. Janko Kos se je ukvarjal praktično z vsemi področji literarne vede, kar najširšem pomenu besede in na vseh področjih je segel v same vrhove. Najprej začel delovati kot literarni kritik, urednik tako imenovanih oporečniških revij, ki so v tistih časih krojile slovensko literarno življenje in je veljal ob Tarsu Krmavnarju za najpomembnejšega, največjega, najboljšega in najbolj prodornega slovenskega kritika. Polemiziral je z Borisom Ziherlom, takratnim kulturnim ideologom, in z eminenco slovenske literarne kulture Josipom Vidmarjem. Ampak te polemike niso bile takšne mladostniško zajedljive, ampak vedno pisane z neko decentnostjo, vedno tudi znanstveno dobro podkovane. Tako da ne preseneča, da ga je Vidmar opazil in pravzaprav prepoznal kot potencial za slovensko literarno kulturo.
O teh polemikah se je že kazal osnovni značaj akademika Kosa, ta njegova trezna, znanstvena usmerjenost, izjemna načitanost, razgledanost, enciklopedičnost in težnja po znanstveni obravnavi literature. Zato ne preseneča, da se je kmalu odločil za znanstveno pot in da se je odločil prav za primerjalno književnost. Kajti akademika Kosa nikoli ni zanimala samo literatura, ampak so ga zanimale tudi druge umetnosti. Tudi sam je umetnik, če se ne motim, izjemno dober pianist. Zanimala ga je filozofija, tudi sam je filozof. Vse življenje ga je zanimala sociologija, zelo dobro se je spoznal na psihologijo, psihoanalizo in tako naprej. In katera stroka je bolj primerna za takega človeka kot ravno primerjalna književnost. Tudi znotraj same literature ga je zanimalo vedno praktično vse. Od slovenske literature do evroameriške literature. In bil je pravzaprav eden prvih, ki je znanstveno tehtno pisal tudi o literarnih delih zunaj te zahodne literarne kulture. Zanimala ga je književnost od najstarejših obdobij pa do najsodobnejših. In vsem tem je pisal znanstvene članke in zelo pogosto tudi monografije. Tudi če pogledamo samo področje literarne vede, se je izjemno intenzivno ukvarjal na vseh njenih področjih in prav na vseh področjih je pustil izjemen pečat. Bil je avtor največ spremnih študij k legendarni zbirki 100 romanov in je dosegel res vrhunec tudi v tej interpretativni dejavnosti. Napisal je pravzaprav prvo sistematično pregledno literarno teorijo na slovenskem, ki je še danes izhodišče za vsakogar, ki se ukvarja s katerimkoli področjem literarne teorije. Zelo vidim pravzaprav izjemen njegov prispevek na področju literarne zgodovine. Tukaj ne mislim na njegov preglede slovenske književnosti, ki jih gotovo vsi poznamo. Tudi ne mislim samo na metodo, ki jo je vpeljal prav literarno zgodovinopisje. Sicer kot zagovornik metodološkega pluralizma je vedno uporabljal več metod, ampak tisto, s čimer je najbolj zaznamoval svoje učence, študente, študentke, je bila duhovna zgodovinska metoda po njegovi meri. Če skrajšam, kakšna je ta duhovna zgodovinska metoda, to je takšna, ki razlaga literaturo, ki razlaga vsak književni pojav na podlagi celotnega, bom porabil ta izraz, duha dobe. Da lahko literaturo razlagaš tako, moraš pa izjemno dobro poznati tisti čas, torej zgodovino, kulturno zgodovino, filozofijo, znanost, zgodovino znanosti, družbeno življenje, politiko in tako naprej. In vse to je bilo vključeno v to duhovno zgodovinsko metodo. S to metodo je posegel v tudi slovensko literarno periodizacijo, razrešil nekaj tradicionalnih problemov, predvsem pa naredil vsaj v času izida je bil, mislim, to svetovni unikum, napisal je primerjalno zgodovino slovenske literature in nekaj desetletij pozneje tudi primerjalno zgodovino svetovne literature. Primerjalna zgodovina slovenske literature, veste, to je projekt, to je izjemen projekt za skupino raziskovalcev, ne za enega samega človeka, ampak tudi ga je pravil en sam človek s to svojo široko razgledano, za svojo izjemno kompetenco in z neverjetno obrazko kondicijo. Moram priznati tudi to. Če posegamo še na eno področje, bil je tudi utemeljitev literarne metodologije na slovenskem in s tem se nekako, se mi zdi, zaokrož ta sistem literarne vede, kjer je posod segel pravzaprav do vrhunca. Seveda lahko bi govoril še o drugih stvareh, o profesorju Kosu kot o predavatelju, to bilo bolj anekdotične narave, tudi sam imam
to srečo ali pa smolo, da predavam. In ker pogosto prehitro končam predavanje, je potem čas še za vprašanje študentov in študent in pogosto naletim na vprašanje, na katere ne znam odgovoriti. Se poskušam nekako ohraniti svoje dostojanstvo na razne načine, če bom preštudiral do naslednjič in se bomo takrat o tem pogovorili. No, ko sem sam študiral pri profesorju Kosu, je bilo tudi precej vprašanj, ampak vprašanje, na katera on ne bi znal odgovoriti. In to zelo natančno, kot da bi bral iz enciklopedije, takšnega vprašanja ni bilo. To se je poznalo tudi pri njegovih predavanjih, ko je predaval na pamet, samo z istočnicami na listkih in kdor je zadnjih nekaj let lahko poslušal kakšno njegovo predavanje, je lahko bil priča temu, kako je še vedno v takšni kondiciji. On pride na predavateljski oder brez kakršnih koli lističev, se mislim, da ima tudi težave z vidom, pa niti ne more brati in mirno odpredava predavanje na katerokoli temo z vsemi podatki, ki natančno držijo. Tako, zdaj sem že predolg, zato bom s tem kar zaključil. Upam, da smo dobili vsaj minimalno predstavo o tem, s kom imamo danes tukaj opravljati. Hvala. Najlepša hvala profesorju Virku za ta pogled v opus profesorja Kosa. Zdaj pa seveda, ker je profesor Kos nedavno praznoval 95 let, smo razmišljali, kako bi počastili to 95-letnico in smo seveda ugotovili, da najverjetneje, najbolje je, da mu podarimo knjigo in dejansko pri 95-ih profesor Kos praznuje rojstni dan za svojo 31. knjigo z naslovom Sredi Evrope in zgodovine. In zdaj bi prosil profesorja Kosa. To knjigo je uredila seveda Eva Vrdnjak, ki se je v imenu seveda našega oddelka za vso pomoč. Zdaj bi pa prosil profesorja Kosa, da spregovori nekaj besed o svoji knjigi. Torej, knjiga ima naslov Janko Kos, Sredi Evrope in zgodovine. Hvala lepa. A bo tole dovolj slišno? Ja. Bo. No, to je moja poslednja knjiga, hvala Bogu. Je pa res, da je po svoje zanimiva. No, najprej vendarle to, da idejo za to knjigo je pravzaprav uredil profesor Smolej. Še kdo je tudi pregledal in nekako razvrstil te spise v knjigi. Glavno besedo, končno, je imela seveda urednica Eva Vrdnjak. In se lepo zahvaljujem za to, da je ta knjiga res dobro urejena in če sem čisto odkrit, tudi po svoje zanimiva. Res je namreč, da mnogi teh spisov v knjigi so nastali pravzaprav priložnostno ob jubilejih raznih slovenskih avtorjev in pogosto tudi kot naročilo napišem o tem ali onem avtorju. No, ampak ne glede na to, sem v teh spisih poskušal vendarle priti do nekega problema, ki je vreden obravnave. In ta problem seveda reševati na nove načine, najti nove odgovore na ta vprašanja. In zdaj je vprašanje, koliko se mi je to posrečilo. Res pa je, da ko sem delal na teh temah, ob teh jubilejih, se je zgodilo, da sem pogosto naletel na nove probleme, na težavne probleme in na nove teme.
Recimo, ko me je Neža Zajc povabila na nek simpozij na temo pesniki, pesništvo in smrt, sem si zamislil ta naslov Prešernova pesniška misel o smislu smrti. No, naslov je nekako nenavaden, kajti ta pojem, smisel smrti, sem si verjetno zamislil sam. Ampak, ko sem šel skozi Prešerna in iz te perspektive pogledal, kaj je pravzaprav pesel o smrti, se je skazalo, da je njegov odnos do smrti nenavadno raznoter. Tak in drugačen. Smrt mu je očitno včasih celo zakon, mu je včasih enostavno kazen za neko pregrešno, zmotno življenje. Pogosto seveda pa vendarle kot pravično plačilo za neko življenje, ki je bilo zaslužno ne samo za najbližje, ampak za človeštvo. Tako pravi v tistem znamenitem epitafu za Emila Koritka, der Mensch muss untergehen, die Menschheit bleibt in tako dalje. Se pravi, človeštvo ostaja, ampak seveda obstane pa tisto, kar je ta človek storil zanj. To je pogosta misel, ki spremlja njegov odnos do smrti, oziroma s katero daje smrti nek smisel. Ta smisel je pa zmeraj vrednosten. Seveda, najpogosteje je pa njegov odnos do smrti tak, da vidi v njih predvsem počitek, mir, odrešitev od življenja, ki je seveda težko. Prijazna smrt predolgo se ne mudi, to je njegov znameniti vers. No, ne glede na to, torej, da se govoriti o tej temi na ta način, žal sem ostal samo pri samem Prešernu, verjetno bi zdaj kot komparativist moral seči malo tle in pogledati ali razložiti, kako so o smrti govorili, pesnili njegovi sodobniki, recimo Novalis, Lenau, Heine in še marsikdo. To bi bil komparativističen pristop, ki bi potem upravičil, da se lahko govori tudi o Prešernu, o smislu smrti, in mislim, da je Prešern najbrž, domnevam, zelo izviren v tem pogledu in bi se pokazalo, da pravzaprav na ta način in iz teh perspektiv nihče teh pesnikov ni govoril. No, to je recimo eden od primerov v tej kritiki. Je res pa je, da sem včasih pa izšel iz komparativistike pri kakšni temi in prišel nazadnje v samo problematiko slovenske literature. To se mi je zgodilo, ko me je Marija Stanovnik povabila na simpozij ob Finžgarjevi obletnici in takrat sem si zamislil pač temo Franc Saleški Finžgar in problem zgodovinskega romana. Zato sem moral pač izdelati neko tipologijo evropskega zgodovinskega romana, kjer bi se pokazalo, kateremu tipu takega romana je pravzaprav mogel ali bi lahko temu tipu da bi pod ta tip postavili roman Pod svobodnim soncem. No, to je bil komparativističen pristop, ampak
Prek tega se mi je pa iz ponovnega branja tega romana pokazalo, da se skrivajo v njem neki drugi nenavadni problemi. Naslov seveda romana je itak pobran iz Prešerna. Prešern pravi v uvodu: pod svetlim soncem sužnji dnovi. Jasno je, da naslov pod svobodnim soncem je to, je kot neka antiteza Prešernovemu izreku. No, ampak s tem se mi je pokazalo, da pravzaprav je treba gledati na ta roman vendarle iz perspektive Prešernovega Krsta pri Savici. Ne samo naslov romana, ampak v samem romanu je vendarle nekaj takih mes, ki kažejo, kot da je ta roman ob prvem izzivu leta 6-7 bil vendarle postavljen kot antiteza Prešernovemu Krstu pri Savici. Pri tej prvi objavi je bil konec tak, da pade junaški Iztok v boju z Bizantinci, ko pa umirajočega objame njegova ljubljena Irena, mu ona pove, da se bosta srečno združila v nebesih. On pravi tako: verujem, in ona ga krsti. Seveda, to je neka nova varianta konca Krsta pri Savici. Žal ta varianta ni najboljša, oziroma ni enakovredna Krstu Prešernu. Zato je verjetno Finžgar čez nekaj let, leta 1912, spremenil konec, enostavno Iztok ostane živ in odide pač z Ireno tja na sever prek Donave, kjer živi svobodno pod svobodnim soncem, in to je vse. Se pravi, Finžgar je zabrisal seveda to idejo pokristjanjevanja in dal prednost nečemu drugemu, namreč narodu. No, to je samo primer, kako se lahko pride iz komparativistike v slovenistiko. Seveda, večina drugih spisov v tej knjigi je vendarle taka, da poskuša razgrniti neke širše teme, ki so zanimive seveda z slovenskega stališča, hkrati pa kažejo neko tesno povezavo z Evropo. In mislim, da to velja za tisti spis Platonizem v slovenski kulturi in literaturi. No, to je precej težaven spis, ker govori o filozofiji, kako je bilo v filozofiji s aristotelizmom in platonizmom in tako dalje in tako dalje. Ampak pri tem me je začel zanimati vendarle tisti osrednji problem, ki ne bi spadal pod naslov platonizma pri Slovencih. Ne bi šlo za filozofski platonizem, ampak za pesniški platonizem. Se pravi, kako so pesniki dojemali Platonove ideje, zlasti o lepoti, umetnosti in tako dalje, in kaj je iz tega sledilo. Slovenski platonizem, pesniški platonizem, se očitno koncentrira okoli pojma hrepenenja. No, vemo, da je Tine Hribar pred leti izdal zanimivo knjigo Drama hrepenenja. No, ne glede na to knjigo, sem jaz poskušal zgodovinsko ugotoviti, kaj je s tem hrepenenjem v slovenskem
kulturnem in literarnem prostoru. No, pokazalo se je predvsem, da je beseda hrepenenje obstajala že pred Prešernom, recimo pri Pohlinu sem jo našel, ampak v pomenu hoteti, stremeti in tako dalje. In tako je res, da je pravzaprav šele Prešern dal tej besedi tisti pomen, ki ga še danes imamo pred sabo, ko rečemo hrepeneti, hrepenenje in tako dalje. Hrepenenje v tem smislu je seveda naravnanost na nekaj presežnega, višjega, absolutnega in tako dalje. Se pravi, to je po Platonu seveda rečeno. In Prešern je dejansko uvedel to hrepenenje v svoje pesmi, v vrsto pesmi. Tam se pojavlja hrepenenje na različnih mestih, vse do Zdravljice, kjer seveda vemo, kako pojemo Zdravljico. Največ ne. No, pomagajte. Življenje vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, kjer sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. To je seveda Kantova ideja o večnem miru, ampak izražena je s pomočjo pojma hrepenenje. Tako da Prešern je začetnik tega hrepenenskega problema. Vemo, da ga je nadaljeval Stritar, ga skušal teoretično utemeljiti, da pa je seveda šele Cankar prišel do popolnega, absolutnega pomena hrepenenja, zlasti v svojih naslovih o lepoti in umetnosti, ker je očiten Platonov vpliv. No, in po Cankarju se mi zdi, da je zadnji pomembni predstavnik tega hrepenenskega cikla vendarle Kosovel. V svoji zelo pomembni pesmi Negativni total se nek vers oziroma neke besede glasijo: v srce zabodeno hrepenenje. To je zelo pomembna izjava, kajti iz nje vidimo, da hrepenenje to ni nekaj blažilnega, ne, to je nekaj bolečega, usodnega in verjetno tudi tragičnega. Tako ga je občutil že Cankar, no seveda Kosovel je pa s 3 besedami tole zelo natančno povedal. In tako dalje, in tako dalje. No, da ne bom predolg, na koncu bi se vendarle spomnil nečesa bolj prozaičnega. Med temi spisi v tej knjigi je nekakšna izjema spis Slovenska literatura sredi Evrope in zgodovine. No, iz tega naslova je vzet tudi naslov knjige. No, ampak priznati moram, da ta spis je nastal pravzaprav po naročilu. In sicer Javna agencija za knjigo se je pripravljala na predstavitev slovenske literature v Frankfurtu leta 1923. In ta spis naj bi bil seveda kot ena od možnosti za takšno predstavitev. Koncept te predstavitve je bil očitno ta, da bi predstavili slovensko literaturo vsekakor reprezentativno, nacionalno in literarno reprezentativno. No, do tega pa ni prišlo, ker je prišlo do zamenjave
vodstva Jaka. Ta moj spis je izšel samo v angleškem prevodu, tam nekje v ZDA, mislim, da v Slovin Papers, nekaj takega. Medtem ko v celoti razširjenje je išel seveda v reviji Jezik in slovstvo. Na željo urednika, ki se mu zahvaljujem za to razširitev, ker se je dalo vendarle nekako dopolniti ta pregled slovenske literature od začetkov do naše sodobnosti. In to se je dalo pač tudi iz komparativnega stališča umestiti nekaj podrobnosti, ki so lahko zanimive za marsikoga. No, ampak na predstavitvi slovenske knjižne kulture v Frankfurtu je seveda prevladala drugačna koncepcija. In sicer koncepcija, ki je hotela predstaviti slovensko literaturo vendarle komercialno, kot komercialno ponudbo. Mislim, da je ta koncepcija za ta knjižni sejem seveda bolj ustrezala in upam, da je bila tudi komercialno uspešna. No, ampak ne glede na to, mislim, da sem skoraj prišel do konca, kar bi lahko povedal o tej knjigi, čeprav seveda problemi teh spisov so še drugačni in včasih zanimivi, ampak mislim, da je čas, da končam in da prepuščam besedo še komu drugemu. Ja, najlepša hvala. Zdaj si treba zavedati. Opravičujem se, seveda slabo vidim, slabo slišim in tudi spomin me včasih nekako zapušča. To je dejstvo. Zdaj pa poskusiva s kakšnim vprašanjem. No, zdaj, mogoče bi rad povedal tole, da verjetno se ni še zgodilo, da bi bili predstavniki tako različnih generacij komparativistov v enem prostoru. Tukaj vidim predstavnike generacije 60-ih, 70-ih let, 80-ih let, vse to so vaši študentje, ampak seveda moramo pa zreti v prihodnost, ker tukaj so tudi eni 20-letniki in mi zremo že v leto 2076, ko bo 150-letnica oddelka za primerjalno književnost. In zato bi seveda vas vendarle prosil, če bi odgovorili na vprašanje, kakšna je prihodnost literarne vede na Slovenskem. No, nasplošno bi lahko rekli slovenska literarna veda, ampak kot vemo, se pod tem pojmom skriva vsaj dvoje takih ved. Eno je nacionalna literarna zgodovina Slovencev, drugo je pa slovenska primerjalna literarna zgodovina. Zdaj, kakšna je bodočnost ene ali druge je vprašanje, odvisno je od tega, kaj pravzaprav predstavlja ta in kakšni sta. Zdaj, med njima je seveda vendarle neka razlika. Povezani sta seveda, ker izhodišče za primerjalno literarno zgodovino pri nas je vendarle slovenska literatura. Nemogoče je, da bi slovenski literaturi, slovenski komparativisti se ukvarjali z razmerjem med, kaj vem kaj, švedsko in grško literaturo ali kaj takega. Ne, izhodišče je tu slovenska literatura. Zdaj pa med to nacionalno in pa primerjalno literarno zgodovino je vendarle pri nas neka razlika. In od tega je odvisna tudi njuna bodočnost. Mislim, da
za nacionalno literarno zgodovino Slovencev lahko rečemo, da je vendarle to tista temeljno zaslužna veda, ki raziskuje slovensko literaturo v vsej širini in globini seveda, ampak tudi v širini. Hočem reči, da za slovensko literarno zgodovino v bodoče bo zmeraj bolj pomembno, da bo raziskovala celotno področje, ki ga imenujemo slovenska literatura. Ne samo tako imenovane vrhove, ampak tudi vse ostalo, tudi na videz obrobne, nepomembne avtorje. Se pravi, vanjo ne spada samo Prešeren, Cankar ali kaj vem, Božo Vodušek, ampak tudi Josipina Turnograjska, Pavel Knobel, Fanny Hausmann, Pavlina Pajkova seveda in še marsikdo, pa Detela, pa Alešovec, pa ne vem kaj še vse. Vsi ti avtorji so za slovensko literarno zgodovino vendarle zanimivi in pomembni in se jih da obravnavati biografsko, bibliografsko in tudi interpretativno, zlasti pa v povezavi s socialno in politično zgodovino Slovencev. To je za slovensko literaturo vendarle zelo pomembno. Hočem reči, da z tega stališča ima slovenska literarna zgodovina v bodoče veliko bodočnost, kajti res potrebna je celotna preglednica vseh teh literarnih pojavov, ki govorijo o tem, da je Slovenija imela v vseh svojih regijah, tako rekoč, številne avtorje, ki zaslužijo vso pozornost, ne samo lokalno, ampak tudi nacionalno. Seveda, primerjalna literarna zgodovina je drugačna. Njeno izhodišče je vsekakor slovenska literatura, ampak iz slovenske literature si jemlje vendarle za izhodišče raziskav predvsem avtorje in dela, ki se jih da postaviti v neke mednacionalne literarne odnose, kot se temu reče. Te odnosi seveda so različni, kot vplivi na posamezne avtorje, lahko so pa ti odnosi predvsem kot prehajanje nekih literarnih gibanj in tokov v slovensko literaturo in obratno, in končno med nacionalne odnose spadajo tudi še literarne vrste in zvrsti. Važno je, kdaj prihaja roman k nam in kakšen je in tako dalje in tako dalje. Se pravi, tudi tu se seveda za bodočnost primerjalne vede na slovenskem skrivajo veliki problemi. Med takimi temami so se vendarle usode velikih avtorjev, ki so v Slovenijo posegali tako ali drugače, s prevodi, vplivi in tako dalje. In to so taki avtorji od Dostojevskega do Zolaja, do ne vem česa. Marsikateri teh avtorjev je že bil raziskan in postavljen v ta slovenski primerjalni prostor, ampak marsikdo pa še ostaja in mislim, da tu ima vendarle tudi slovenska primerjalna književnost še veliko dela. Ne glede na to, kaj se da govoriti z primerjalnega stališča, recimo o srednjeevropski literaturi, kjer ima slovenska literatura posebno mesto, in kaj se da celo govoriti o svetovni literaturi, kjer je slovenska literatura res zelo, zelo majhen delček, ampak vendarle delček, ki ga je mogoče postaviti v celoto svetovne literature in ugotoviti,
kakšen je njen pomen oziroma specifika. A bi to bilo dovolj?